in njegovo ženo Karlo Bulovec. Vi ste v 50-ih enkrat ste videli razstavo Karle Bulovec, niste jo osebno spoznali, ampak vas je vseeno presunilo na ustvarjanje. Velik karton si leta 54. Kako to vaše srečanje z mrakom? Leta 59 je bilo to, vi ste, to je bilo prvo srečanje, leta 59, vi ste ravno v tistem prehodnem obdobju med arhitekturo in slikarstvom. Ja, seveda sem svežil trenutke, že tudi, da sem junak, ima vsak otrok, ne. Ampak, jaz sem recimo 12 let prišel v Ljubljano, v gimnazijo, sem pa že izpitival čez gimnazijo. In sem vedel, da sem ga Frančiška, recimo, ker sem Franc po krstu, sem Franc. In sem se močno zaželel kot otrok, da bi po njegovem zgledu živ, ne? Ampak nisem domislil, da bi literatura dobo ali kakokoli. Skratka, vse te stvari so šle mimo, ne? Večji del velikih stvari je šlo mimo meni, ne? Ravno tako sem za Michelangelo razvedel, leta 52 je bila razstava Da Vinčevih konjev, risbe. In to so pač geniji, ne, so tukaj je zadost, da človek preprosto nekoga ogovori, ne. Jaz vidim, da ljudje hodijo na moje razstave ne zaradi denarja, ampak zato, ker je tu en kulturni dogodek, ne, ki sem pa te koga prepričan. Večji del so dobro namerni, ne. Da se pa tudi kakšen zelo dragocen dialog napraviti. Ne vem, če se nekdo javite, nekaj vpraša, vse hodi. Gospod Zupet nam reče več kot 50 let, vsako leto v Prešernovem dnevu razstavlja v Holjulu, v osnovni šoli v Holjulu. Ja. Nekaj dni, in konec tedna približno na ogled sta razstava vsako letna. Ja. Je v Holjulski osnovni šoli na ogled tudi stalna razstava vaših del. Ja, zgodno. Ja, ko ste omenjali vašega krstnega zavetnika Frančiška Skiškega, je prišel na misel, da vas res z njim druži ljubezen do vsega živega. Da res da ga skupno z njim. To že, mislim, ta moja bolezen in te moje bolezen nisem nikoli preklinjal, ker z njo živim vaš čas sporazumno, vendar pa nekaterih stvarih se nisem razvil, da bi smiselno povedal zgodbo, recimo, ki bi znal govoriti na pamet. Se zaletavam in misel ide še prej, kot se zavem in potem pomognem. Čeprav zadnji gospod Zupet, ko sem bil pri vas na obisku, ste s svojimi anekdotami čeprav povedali pohodni, kako sem sveni, čudovito. Ja, lažje mi je bilo, ker smo sebojno govorili. In tam ste mi povedali še zelo pripetljani, ko ste navadno molimo v Oče našo in ne vpeli nas v skušnjavo, tisti stavek, to je pri Luku najdemo, v Lukovem evangeliju. In ta grška beseda perasmos dejansko lahko pomeni skušnjavo, lahko pa pomeni preizkušnjo. Na to, da je ta sedanja formulacija, ne vpeli nas v skušnjavo, da ni povsem primerno opozoril papež 2 meseca nazaj javno, pred polnim trgom Svetega Petra v Rimu, vi pa tudi dne časa pravzaprav opozarjate in ne molite naša tako kot mi v tem stavku. Sta to z bratom Janezom
tudi o tem razpravljali, kako bi potem... Potrebno, nas je zdaj papa še rekel, da ste to videli. To je kleto, kar mi moramo. In kako bi molite potem ta reči, da na mesto tega stavka ne vem, skušnjavi reči, da ne daj in da pa... Pa še evangelist, ne vem, Markov Džok, ima dvakrat je oče naš omenil v Svetem pismu. Jaz sem se izbral že mlad, ne daj, da pademo v skušnjavo. To ima Marko, ne vem, da je Marko ali pa Matej. Medtem ko Luka ima veljel nas v preizkušnjo. Moj brat je rekel, da ima beseda dva pomena in da je dana pokrabna. Da je preizkušnja. Mi lahko rečemo, da nas, ker jasno, da nas Bog preizkuša, da se to vemo in je to vse v redu, če rečemo, da je nas v preizkušnjo. Ampak mene še ljubše, kot sem sam navajen, da upademo v skušnjavo. No in na tak način že molijo v Franciji. So že spremenili. Tudi v Sloveniji se bo za studi vašega vrata Janeza pripravila sprememba. Ja, pripravila, ne. Škoh, sem povedal. Ja, seveda. No, zdaj bo malo več pritisno in bodo morali... Gre moramo povedati, čeprav ni naš. Ja, gospod. Ne, to se čaro, to se pravi. Ja, gospod Zuter, nekaj hvala za ta pogovor. Zdaj ob sklepu bi mogoče še enkrat podaril, kar je mene res pri vas nagovorilo, da se skozi trpljenje izčisti umetniški izraz, da skozi trpljenje človek dobi tisto potrebno občutljivo za ustvarjanje. Ja, to je pa res.